Dohodke fizičnih oseb razvrščamo v dve veliki skupini iz vsebinskega vidika na aktivne in pasivne dohodke. Aktivni izvirajo iz dela, medtem ko pasivni izvirajo iz prenosa premoženjskih pravic. Če to vsebinsko razvrstitev umestimo v dohodninsko zakonodajo, lahko rečemo, da so prvi obdavčeni kot dohodki iz delovnega razmerja, drugi pa so obdavčeni kot dohodki iz prenosa premoženjskih pravic. Delo se lahko opravlja na podlagi različnih pravnih podlag, kot je recimo pogodba o zaposlitvi, druge pogodbe civilnega prava, kot so avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, mandatne pogodbe, kratkotrajno delo, študentsko delo. In bolj kot sama pravna vsebina je pomembna dejanska narava opravljenega dela z vidika obdavčitve. Namreč to je pomembno z dveh vidikov, z vidika obdavčitve za dohodnino in pa z vidika obračuna in plačila prispevkov za socialno varnost. Dohodki poslovodnih oseb so obdavčeni kot dohodki iz zaposlitve, ne glede na to, ali se opravljajo kot v delovnem razmerju, podlaga je pogodba o zaposlitvi, ali kot drugi dohodek iz pogodbenega razmerja. Bonitete so dohodki v naravi, ki nastanejo izključno v razmerju, v delovnem razmerju, kar pomeni, tukaj sta pomembni dve zadevi, da je dohodek dan v naravi, kot recimo omogočanje delavcem uporabo službenega vozila, uporaba službenih stanovanj, plačila šolnin, izobraževanj in tako naprej. In naslednji element, ko govorimo o boniteti, pa je, da je sklenjeno delovno razmerje. Skratka, da obstaja razmerje med delodajalcem in delojemalcem. V nasprotnem primeru, če tega ni, o boniteti kot dohodku iz delovnega razmerja ne moremo govoriti.